Boris, pozdravljen. Dober dan. V Kalčku boš kmalu imel predavanje na temo radiestezije. Kaj je radiestezija, nas zanima, in s čim se ukvarja, katero je njeno področje? Ja, sem Čampa Boris, sem strojni inženir in se ubadam z radiestezijo od leta 1984. Naš prvi učitelj je bil Stani Oblak, kateri je prvi začel za to radiestezijo bioenergijo. Radiestezija pa pomeni vedenje o naravi. Narava je namreč bistveni element, ki nam lahko dela prostor ali osebo, torej zdravo ali manj zdravo. Predvsem se pa to dogaja v nočnem času, ker takrat valovanja, zemeljska, tehnična, kozmična narastajo in takrat se ljudje prebujajo. Tovrstne težave so pri otrocih ponavadi po 1 uri zjutraj se prebujajo in imajo težave, odrasli pa pač, ker imajo več energije, se pa prebujajo med drugo pa 4. uro. To je znak, da je nekaj narobe. Takim zadevam, torej težavam se lahko da pomagati na različne načine. Eno je recimo reševanje teh prostorov, drugo je, bom rekel, prehranjevanje zdravo, telovadba, rekreacija, miselni procesi, pozitivno razmišljanje. To je veliko stvari, katere pač treba nekako si pri človeku poiskati in razmišljati pozitivno, vendar če pa narava deluje okoli nas slabo, lahko tudi v službi, lahko je na, bom rekel, pri učenju otrok. To so težave, katere so večplastne in jih je treba postopno reševati. Eno od teh je pa tudi prehrana. Danes sem tukaj v Kalčku, ekološki trgovini, in bi pač neke stvari poskušali določiti, ne vem, osebi, ki je mogoče tukaj prisotna, da poiščemo najbolj primeren artikel od teh zdravih artiklov, ki so že tako v tej trgovini. Mogoče toliko. O vsem tem bo prav govora tudi na samem predavanju, ne? Ja, s praktičnimi primeri in sodelovanjem strani občinstva. Ker to je pač več stvari, bom poskušal pojasniti pri ljudeh, kako pridejo, kako vejo, da so te težave in kako se lahko rešijo. Ker če imamo težave, jih je treba tudi odpraviti, ker samo ugotavljati nekaj je mogoče slabo, ker potem je človek, ljudje so lahko tudi obremenjeni s tem, kar pa pravzaprav ni dobro, če vejo, da je nekaj narobe. Če pa ne vejo, so pač imajo težave, pa jih ne znajo poiskati v pravilnem izvoru. Hvala lepa. Prosim.